Udeleženci izobraževalnih programov za starejše so imeli priložnost podati svoje mnenje in svoje zanimive razmišljanja. Zdaj pa vabim k besedi strokovnjake na tem področju, in sicer svetovalce v svetovalnih središčih, organizatorje izobraževanj in predavatelje. Zanimivo bo slišati, kje vidijo prednosti izobraževanja starejših, s kakšnimi izzivi se srečujejo in kakšen je njihov pogled na to področje. Na oder vabim Natašo Kršak, Mihaelo Meslin, Polono Trebušak, Patricijo Rejc, Matejo Pisotnik, Marta Lebana, dr. Mijo Grim, Irmo Šribar, Vesno Poročnik in Nino Vučilovski. Svetovanje je začetek vsakega izobraževalnega procesa, zato je tudi primerno, da današnji panel pričnemo s svetovalci. Gospa Nataša Kršak, ste direktorica in svetovalka na Ljudski univerzi Krško. Iz prakse vemo, da starejši, ki so aktivni, so res aktivni, vpeti so v različne dejavnosti na različnih področjih. Veliko pa je takih, ki so neaktivni in so za nas večji izziv. Zanima nas, na kakšen način vi dosegate izobraževanje neaktivne starejše, kako jih motivirate za vključitev vseživljenjsko učenje in kakšne outreach pristope uporabljate? Ja, lepo pozdravljeni. Res je, ja, to je velik izziv in pa tudi hkrati naš cilj. Želimo vključiti čim več neaktivnih v naše izobraževalne programe in seveda tudi svetovalno dejavnost. Mi smo se tega izziva lotili na ta način, da smo se povezali z društvi upokojencev, tako da na njihovih priložnostih oziroma občnih zborih promoviramo izobraževanje odraslih, izvajamo informiranje in svetovanje. Potem pa smo se povezali še s službami, ki so malo bolj prisotne na terenu in se malo več srečujejo z ljudmi, ki so morda odmaknjeni od mestnih središč v Posavju. Torej sodelujemo z prostovoljci v projektu Starejši za starejše, ki nekako prenašajo naše informacije res do tistih ljudi, ki so morda malo manj informirani o možnostih izobraževanja. Se povezujemo z Centrom za socialno delo in z njihovo službo pomoči na domu. Torej želimo na ta način informacije o možnostih izobraževanja seveda širiti. Se povezujemo z projektom Sopotnik, ki zdaj v Posavju nudi brezplačne prevoze na naše aktivnosti. Seveda pa tudi motivacija je ta, da stalno naše aktivnosti izobraževalne izvajamo na 7 lokacijah v Posavju in pa seveda tudi ta, da se še bolj skušamo približati tudi, kadar zaznamo te potrebe, v sodelovanju z osnovnimi šolami v Posavju, včasih tudi na 13 lokacijah. Tako da za starejše vsekakor to je prednost, ker naši kraji so tudi ponekod oddaljeni in je lažje, če se mi predstavimo v kakšno šolo, v kakšen kraj, kamor lahko potem odrasli udeleženci pridejo na izobraževanje, hkrati pa tam izvajamo tudi seveda informiranje, svetovanje in pa motiviranje za nadaljne vključitve v druge programe. Torej, poti so, ne? So poti. Izkoristiti jih je potrebno, bom prosila za tale mikrofon. Tako da drugim organizatorjem in sodelujočim sigurno pride prav kakšen nasvet. Gospa Mihaela Meslin, vi ste svetovalka na UPI Žalec, Ljudska univerza. Kakšne oblike podpore pa starejši največkrat potrebujejo? Pred, med ali po izobraževanju? Kako jim zagotavljate to celostno podporo, ter po katere nasvete največkrat pridejo? Hvala in lep dober dan. Ja, v resnici na Ljudski univerzi v Žalcu ponujamo celovito ali, kot ste rekli, celostno podporo pri učenju oziroma izobraževanju, bolj ali manj za vse starostne skupine, torej tudi starejše. In všeč mi je, da je gost z Nizozemske danes poudaril, da je starost relativen pojem. Namreč tudi v središču pri svetovalni dejavnosti ugotavljamo, da se lahko nekdo star tudi v resnici že pri 40 letih, nekdo drug pa še pri 65 super in fajn. In te smo danes imeli možnost že slišati. Ja,
kar se tiče ljudi, ki nas obiščejo, bi rekla tako, da v svetovalnem središču je recimo v dobrem letu podporo, pomoč, informacijo na svet poiskalo približno 15% takšnih, ki so bili starejši od 54 let, medtem ko je bilo takšnih, ki so pa bili zaposleni in starejši od 54 let 12%. Torej, to so kar nekako visoke številke in rekla bi, kar se pa tiče te podpore pred, med in po, kar ste rekli, pa pred samo vključitvijo v neko izobraževalno učno obliko ljudje, starejši, največkrat sploh želijo vedeti, kakšna ponudba obstaja v bližini, torej, da jih seznanimo s tem, kaj ponujajo univerze za tretje življenjsko obdobje, kaj ponujajo društva, kaj ponujajo ljudske univerze in vse druge inštitucije, ki pač ponujajo takšne in druge izobraževalne oblike. In izpostavila bi tudi to, da velikokrat vprašajo, koliko stane. Danes o brezplačnosti nismo nič govorili, ampak starejše to še kako zanima. Še eno skupino znotraj teh starejših bi izpostavila, danes je že bila malce omenjena, ženske. Ja, ženske se rade vključujejo in tudi v svetovalni dejavnosti mnogokrat srečamo starejše gospe, ki so ostale vdove, ki se želijo ne samo znanj, ampak predvsem tudi družbe in te pri izobraževanju najdejo. Pa še nekaj bi izpostavila, prihajam iz podeželskega območja, torej iz območja, kjer bližina izobraževanja, učenja je še kako pomembna. O mobilnosti danes nismo veliko govorili, ampak starejšim veliko pomeni, da je izobraževanje blizu doma, da se je ni potrebno voziti. Kaša je že omenila en tak projekt in to je super. In pri nas na podeželju v resnici to je en velik vidik tega, da se ali da se ne vključijo v neko učenje in izobraževanje. Potem, kar se tiče nas svetovalcev, je pomembno, ker danes naslov tega kolokvija je nekaj o kompetencah, in svetovalci se mi zdi, da moramo starejše tudi spodbujati. Danes smo slišali same super motivirane starejše, ki se radi vključujejo. Kaj pa drugi? In naša naloga svetovalcev pa je, da dostopamo tudi do teh, ki so na obrobju. In te moramo spodbuditi, da odkrijejo čarobni planet znanja in učenja. O vsebini ne bi izgubljala besed, ker mislim, da ste sami slišali danes, kaj ljudje iščejo, kaj starejši iščejo. Torej, vse to, kar je že bilo povedano, rekla bi samo še to, da med izobraževanjem ali pa med učenjem, ko se nekam vključijo, pa nas poiščejo predvsem takrat, ko se kaj zatakne. Sploh pri računalništvu se to kaj rado zgodi, pa se neka datoteka nekam skrije, pa ne vem, se nekaj izgubi in takrat jim še kako radi pomagamo ali pa jih usmerimo v kakšno središče za samostojno učenje. Ja, pri tem seveda se ne morejo toliko priti na vnuke, ker ti to naredijo tako hitro in imajo časa in starejši rajši pridejo k nam, ker pač jim empatično, počasi, s posluhom pomagamo, razložimo za to, da teh zagatnih ovir ni več. No, potem pa, ko zaključijo, ker to je pa tretji vidik naše pomoči in podpore, pa v bistvu želijo še nadaljevati, se še vključujejo in si želijo še odkrivati nove planete znanja, ki se jim reče, ne vem, ruščina, Instagram, yoga in tako dalje. Hvala. Gospa Polonotr-Dušak, vi prihajate iz Zasavske ljudske univerze. Po katerih znanjih je pa največ povpraševanja pri vas? Kateri so torej tisti izobraževalni programi, s katerimi spodbujate razvoj in krepitev večjih temeljnih kompetenc hkrati? Ja, lep pozdrav še Zasavja. Jaz bom kratka. Veliko bilo že povedanega. Meni se zdi, da je največ povpraševanja med starejšimi po aktualnih, praktičnih, uporabnih vsebinah. Zagotovo trenutno prednjačijo te IKT vsebine, se pravi sodobna digitalna pismenost, jeziki, prav ta vidik potovanja in tega je že danes izpostavljen, uporaba pametnih telefonov. Po drugi strani pa ugotavljamo, da si zelo želijo tudi nekih drugih aktivnosti, se pravi psihofizičnih programov, ki si lahko potem krepijo neke razne telovadbe, umovadbe in tako naprej.
je pa zelo dobro obiskan tudi ta vidik oziroma ti programi za kakovostno starost, programi za varno staranje. Imamo lepe odzive, no, tako da tudi tukaj vidimo, da si želijo teh vsebin, predvsem pa si želijo lepih doživetij, lepih trenutkov. Tako da pri nas jih nekako vključujemo in pa spodbujamo v vse aktivnosti večgeneracijskega centra Zasavje. In to so te oblike, ki so zanje najbolj privlačne, tako po vsebini, po strukturi, kot tudi po dostopnosti. Najlepša hvala. Gospa Patricija Vec, vi prihajate iz Posoškega razvojnega centra, organizacijske enote Ljudska univerza. Ste svetovalka, organizatorka in pa tudi predavateljica v izobraževanju odraslih. Zanima me, kako pri vas usklajujete povpraševanje in ponudbo izobraževanj za starejše, ter ali preden organizirate aktivnosti pridobite mnenje ciljne skupine ter na kakšen način? Ja, to je italijano, brez tega ne gre. Še posebej, kako bom rekla, če želimo potem snovati neka taka učna okolja, ki so za odrasle, učeče, starejše zanimiva, da se vključujejo, da vidijo v njih potencijale, da lahko, bom rekla, podešijo tisto svojo rodovednost ali pa svoje potrebe, svojo ustvarjalnost. Sreča, tako bom rekla, nas, ki se pojavljamo v različnih vlogah izobraževalcev odraslih, lahko smo mentori, svetovalci, da smo v stalni komunikaciji z našimi učečimi se. Na vse zadnje pa vedno z njihove strani dobivamo tudi povratne informacije prek evalvacijskih anketnih vprašalnikov. Po drugi strani pa ne samo to, tudi naša zunanja socialna mreža, bom rekla, je dokaj odprta, tako da kot ta oblak vedno nekih informacij, nekih potreb, nekaj, kar pač oni rabijo, da bojo potem kos tem svojim življenjskim izzivom pred situacije, ki jih postavijo vsakodnevne, tako bom rekla, vsakodnevne življenje. Vse to potem, bom rekla, nekako po nekih korakih postavimo ali ponudimo v neko izobraževalno ponudbo, da zagotovimo oziroma zadostimo temu njihovemu povpraševanju. Tako da vedno je to, kdo se bo učil, za koga bomo programe napisali. Se pravi, kaj se bojo učili in ta povezava med zakaj se bojo sploh učili in kaj je nam ta glavna. Se pravi, če želi kdo delati na boljšem zdravju, ne vem, da bo delal, da se bo izrazil ali pa je dobil za novo leto ali pa od odraslega otroka nov pametni telefon, ja, potem pa že ima en izziv. In potem pa še odgovarjamo na vprašanja, na kakšen način, kako se bojo učili in potem ali bojo zadostili tem njihovim, bom rekla, potrebam, da bojo stopili v akcijo, ker če se nekako vse to sestavi v eno puzlo, potem imamo parade konje. Potem imamo petkove urice za pametni telefon, kje bo vaš učitelj žuli in tako naprej, da nam bom naštevala in potem imamo motivirane odrasle, ki se vključujejo in potem se vračajo leta in leta. Hvala. Gospa Natalia Gospodin, vi prihajate iz Zasavske ljudske univerze, ste organizatorka izobraževanja odraslih. Na kaj ste kot organizatorji posebej pozorni pri organizaciji izobraževalnih aktivnosti za starejše? Čas, prostor, trajanje, Ja, na Zasavski ljudski univerzi smo pri organizaciji aktivnosti za starejše predvsem v prvi vrsti pozorni na to, da je večina aktivnosti organiziranih v dopoldanskem času, da se začnejo tam okrog 9 ure, končajo najkasneje do 12 ure. Vmes seveda sta 1-2 odmora. Je pa to, da so aktivnosti izvedene predvsem v dopoldanskem času v želji udeležencev, ker je večine pa potem še dodatne obveznosti oziroma naloge grejo ponudke, kuhanje kosila. Potem pri določenju samega programa aktivnosti poskušamo program narediti tak, da ni prezahteven, preobsežen, kajti zavedamo se, da udeleženci, ki se udeležujejo naših aktivnosti, to se pravi predvsem starejši, ne prihajajo nam le zaradi tistega dobivanja novega znanja in pa utrjevanja obstoječega, ampak v veliki meri tudi zaradi druženja, spoznavanja novih
pokazalo pri teh ponavljajočih aktivnostih, kot se tiče tečajev, so najustreznejši pri nas 30-urni tečaji, ki potekajo enkrat tedensko, dvešolski oziroma polni uri, tako da trajajo v celoti 3 do 4 mesece. Izvajamo tudi celoletne aktivnosti, od tečajev slikanja, medgeneracijske skupine, no tu se pa vključujejo predvsem tisti, ki res prihajajo k nam ne toliko zaradi novega znanja, pa predvsem zaradi druženja. Potem pomembna stvar se nam zdi tudi izbira učilnice, v kateri se izvajajo aktivnosti. Mi imamo učilnice razdeljene v 3 nadstropja in poskušamo res rezervirati oziroma izvajati aktivnosti za starejše v pritličju. Ker zgodilo se nam je že, da smo planirali oziroma načrtovali aktivnosti v 2. in 3. nadstropju, ravno zaradi težav, zaradi takoj po sodnicah, vse vrste teh tudi ni aktivnosti udeležijo. Hvala. Gospod Marko Liban, vi prihajate prav tako iz Posoškega razvojnega centra, organizacijske enote Ljudska univerza. Ste tako predavatelj kot organizator izobraževalnih programov. Kateri je pa po vašem mnenju najuspešnejši način za promocijo izobraževalnih aktivnosti za starejše? Najuspešnejši način promocije je skrb za dobro delo, ker udeleženci, ki so zadovoljni, se ponavadi vrnejo in pritegnejo še koga zraven. Za vse ostalo je to razvijanje strategij. Imamo ogromno raznih tehničnih kanalov, recimo ogromno ljudi ima elektronske naslove, ampak na koncu so dosegljivi samo prek SMS sporočila, telefonskega klica ali osebno. Potem vedeti treba, da se borimo s poplavo drugih informacij, recimo, da so torek dvojne pike in podobno, ne? In to se ne sme skriti s tvojo informacijo, ne oziroma prikriti, torej naš biti opazen, kar nas pripelje do tega, da probamo biti vsebinsko prepričljivi. Ne samo v smislu, da ponudimo tisto, kar ljudje iščejo, potrebujejo, ampak tudi, da se, tako bi rekel, da je ta informacija zaznana. Prej je bilo zelo zanimivo, je bil en naslov knjige Starci in črtovina, nekaj takega. Mislim, moram, nekaj podobno, no. Moram priznati, da jaz sem trzno, pa ne vem, če že kdo od vas, ker to je zelo bolj privlačno in hitro potegne človeka, kot pa bi nekaj pisalo, ne vem, izobraževalni program za 3. življenjsko obdobje in vse, ki potrebujete jada, ne. Pač mora biti nekaj, kar učinkuje. Še zadnja zadeva v tem oziru je pa to, da pravzaprav mi ne moramo danes samo iskati tisto, kar ljudje potrebujejo, ampak moramo pravzaprav prepričati, da ljudje nekaj potrebujejo. V končni fazi niso samo udeleženci, torej pomanjkanje moških, ampak sem tudi jaz, kakor videl tu redkih moških, danes v bistvu blažim med ženami. Ne. Tako da je vprašanje tudi, kako nagovoriti ljudi, ne. Torej, kako mi reči, prid k nam, ker mi ti bomo dali nekaj, kar pravzaprav potrebuješ, ker niti tega ne veš. Ne. Za moški bi bilo vprašanje, ne. Pred leti sem že to z enim debatiral, ko je v končni fazi rekel, veš, ženske imajo tečaja, mi imamo pa gostilno. Hvala. Ti učiteljica, Jana. Gospa dr. Mija Ogrin, vi ste pa sopredavateljica sekcije kulturne dediščine na Univerzi starejšega Senica. Ali vi menite, da kot predavateljica za starejše morate imeti posebne osebnostne lastnosti in kompetence, ter katere? Ja, najprej lep pozdrav v mojem imenu. Začela bi vsekakor nekaj drugače, kot ste me vprašali. Namreč, jaz sem delala skoraj 20 let v muzeju, kjer sem se ukvarjala predvsem z arheološkimi raziskavami in vedno je bilo tudi vizija interpretacije dediščine. No in potem, ko sem začela samostojno pot in me je Nataša Kokošinek povabila, oziroma da sooblikujem program kulturne dediščine, sem se znajdla nek dan pred slušatelji, rodovitih slušateljev, zahtevnih in sedaj sem imela pa res pravo interpretacijo kulturne dediščine. Kajti to je čisto nekaj drugo kot delo v muzeju. To predavanje sem sprejela kot velik izziv, kajti ti slušatelji so izredno zahtevni, po drugi strani pa
Če je predavanje dobro speljano in kvalitetno, so tudi izredno hvaležni. Že na začetku sem jim povedala, da arheologija temelji na materialnih osebinah, zato tudi marsikatero vprašanje o predmetih, o metodologiji, namenih, primerih naletelo na plodna tla, kajti vedno se mi povem, kaj so lahko zagovarjam z materialnimi osebinami, z raziskavami, to tudi predavam. Skratka, mislim, da za kakšne kompetence mora imeti nek predavatelj za starejše, moram povedati, da nisem po izobrazbi pedagoginja, vse veščine si pridobivam sproti in me ti starejši izredno veliko naučijo. Svojim predavanjem sem bogatim predvsem sebe, menim pa, da mora biti predavatelj predvsem iskren, stati svojim strokovnim znanjem, kajti generacija starejših so zahtevni in pogledni tudi hvaležni. Hvala. Verjetno tudi digitalna kompetenca prav pride, ne? Ko morate vedno pripravljati prezentacije. Ja, lahko še povem, kako potekajo ta predavanja. Vedno je predavanje pripravlja skupaj z Natašo Kokošine. Veliko ljudi misli, vse ta kulturna dediščina, arheologija, zgodovina, ampak pripravijo tako, da je prvi del predavanj meni se zdi to, čeprav sem že starejša, logično, da je na PowerPointih, drugi del pa je terenski obisk, tako da smo vsak mesec skupino avtobusov odpravimo na Bohinj, predvsem vključim kakšno arheološko lokacijo, skratka, vsak mesec smo obdelali 2-3 vasi in seveda tukaj se moram tudi zahvaliti Ljudski univerzi, ker je tukaj potrebna logistika, spraviti vse slušatelje na avtobus, pripeljati v Bohinj in nazaj, tako da se mi zdi, da tako vzdušje je tukaj res enkratno in to se pozna tudi na samim slušatelju. Hvala. Gospa Irma Šelibar, vi že 20 let sodelujete z Ljudsko univerzo Krško, od tega 10 let kot predavateljica nemščine v programu za starejše. Kako vplivajo učenosti starejših, naprimer stopnje izobrazbe, mogoče tudi spol, na to, kako se vi pripravite in kako tudi izvedete posamezni program? Jaz bi najraje imela kar tukaj kakšno uvodno uro, ampak ni časa. Pa naj bo nekaj iz moje prakse. Generacije starejših učnih skupin so posebni slušatelji in jaz imam vedno pred vsako uro, učno uro umrlo. Tako. V redu. Imam neko tako tem, ker se mi zdi, da je prvih nekaj ur ključnih za to, ali bo ta predmet predstavljen tako, da bodo še prišli, da je nemščina ni za delno tako in kot je zdaj, ali pa bo se nekoga že odvrnil v startu. Mogoče pri meni ni v prvem planu stopnja izobrazbe, kot recimo stopnja predznanja pri izidih, ker je temu pač treba prilagajati sproti. Gradivo, tudi izvedbo. Moj osebni pristop je tak, da nenehno opazujem skupino med predavanjem. Takega posebno. Ko vidim, da kdo začne zehati, ali preveč vneto pogleduje na uro, potem nekaj ni vredno, moram pač potem ročno spremeniti taktiko, jih prevoditi s način. Starejši slušatelji so posebna sorta, oni ne živijo dolgočasja, ne živijo preveč informacij naenkrat, preko strokovnih izrazov, so pa izredno prilagodljivi, vedoželjni. Če bi pri naših srednješolcih tako vedoželjni in zagnani, ne bi bilo treba to pravnih izpitov, pa inštrukcij, kot so če bi se te naučili od starejših. Ne želijo biti pasivni slušatelji, ampak želijo komunikacijo. In pri meni se je zmeraj ta pristop odnesel najboljše. Pogovor, da jih
vključiš v aktivno sodelovanje, potem se tudi drugega zarajo poslušajo, da se spoznajo in na tak način je tudi na koncu povratne informacije, ki so zlata vredno, vedno mogli dati v moje vedno. Pa se bojo konci izkaže, da to ni samo tečaj. Ne predaje znanja, ampak je to še nekaj. Tisto, kar me pa vedno znova postavlja po vizijo, je pa motivacija. Motivacija sam moraš biti zelo motiviran, da bolj to daš čutiti ostalim, ker to je vzajemen proces. Ti se lahko kot mentor pretegneš pred katerom, pa če ni pozitivnega odziva, potem skupina ne vdiha. In zame je to ključno, da potem, ko se tečaj konča, še vedno ostane v stiku dobro občutek, da je to pa le vredno tega časa. Hvala. Že nekako ste izpostavljali, da metoda razgovora in predlog najbolj sprejeta med starejšimi. In pa sami izbirajo teme, sami izbirajo situacije, ki jih bodo rabili, ki pridejo prav in drugače potem to. Najlepša hvala. Gospa Vesna Povočnik, na UPI Ljudske univerze Žalec izvajate računalniške tečaje za starejše. Kako ste in kako še vedno razvijate svoje ključne kompetence, ter kaj pridobivate s poučevanjem starejših, oziroma kaj se od njih učite? Pri poučevanju odraslih je predvsem pomembno to, da ima profesor, mentor, predavatelj predvsem zelo dobro teoretično znanje in pa predvsem tudi osebnostne lastnosti. Sama imam opravljen neurolingvistično programiranje tečaj in je bil pri poučevanju res v veliko pomoč, kajti udeleženci potrebujejo ves čas neko spodbudo, prijazne besede, potrpežljivost in ves čas trajanja teh tečajev moraš biti pripravljen, tudi da kdaj gremo izven konteksta, da zaidejo vprašanje čisto v drugo smer, pa takrat se je treba malo zaustaviti in prisluhniti, ker oni si tudi tega želijo. Ni pomembno samo to, ta teorija, to znanje, da jim podaš do konca, ampak je bolj pomembno to, da tisto, kar oni potrebujejo, da jim to tudi daš. Zato so res v spredju bile moje osebnostne lastnosti, ta potrpežljivost, prijaznost, da se znaš prilagoditi dani situaciji. Recimo jaz se z računalništvom ukvarjam. Imam izkušnje 20 let, skoraj vsakodnevno, tudi med vami, tukaj ste, ki vsakodnevno uporabljate računalnik. Določene stvari so vam samoumevne. Ko pa poučuješ računalništvo, moraš pa paziti to, da ne zaideš preveč v nasprotno smer oziroma preveč v teorijo, ampak da jim podaš res tisto, kar oni potrebujejo. In potem je najlepša nagrada pa je to, da tudi po končanem predavanju, po končanem tečaju, 14 dni kasneje dobiš mail, super, uspelo vam je, tudi znate mail poslati, da je tudi meni uspelo jih naučiti in da imajo še vedno, se mi zahvaljuje tudi po mailu za ta trud in pa prijazne besede ob predajanju snovi. Bi radi izpostavili še, kaj ste se vi naučili? Imate kakšen primer? Ja, bolj bi to rekla, da sem veliko bolj potrpežljiva. Res si moraš vzeti čas kot predavatelj, kot mentor, in prisluhniti, pa tudi mogoče, če ne gre ravno za računalniško temo, tudi kakšna osebna težavica, karkoli, in radi imajo to. Tudi topel nasmeh, to je tista nagrada, potem tudi kot mentorjev, profesorjev, ko vidi zadovoljstvo svojih udeležencev. Najlepša hvala. Gospa Nina Pučilovski, vi izvajate tečaje nemščine v Verskem razpisnem centru Zasavja. Kako upoštevate želje udeležencev pri križanju vsebina, ter kaj za predavatelje predstavlja morebitne prilagoditve že pripravljenega programa? Hvala. Dobar dan tudi z moje strani. Torej, veliko je bilo zdaj že povedanja, to je slaba lastnost, če si zadnja. Jaz bom tako čisto iz izkušenj povedala, jaz
nekako sestavim gradivo za vsak jezikovni tečaj, ki nam služi kot nek okvir, ker iz izkušenj sem ugotovila, da samo delovni list je premalo. Sploh pri starejših, sploh pri teoriji, no, bom tako rekla, je zelo dobro, da imajo vse napisano, in da si potem zraven še sami dopišejo recimo kakšno zadevo. Danes smo že večkrat slišali, pa tudi sama sem to hotela povedati, torej vsak posameznik prinese v eno skupino neko drugačnost. Tudi če se zdaj ne odločimo dobro, to je začetni tečaj nemščine, bom sigurno jaz izpeljala ta tečaj čisto drugače. Ker sigurno sem že na 10 različnih načinov razložila kakšno slovnico, pa verjamem, da bi bo vsaka skupina zahtevala, da še najdem 11. in 12. način, ampak tako bom rekla, učitelj po srcu je tisti, ki mu za to ne bo problem. Meni nikoli ni bil problem še te 12. razložiti ali pa iskati še nek nov način, in nasmeh in pa zahvala, ki jo dobim po vsakem zaključenem tečaju, je tisto, kar meni da vedeti, da sem nekaj naredila prav. Hvala. Najlepša hvala vsem skupaj za vaše premisleke in izhodišča za naše nadaljnje strokovno delo. Z uradnim delom smo zaključili. Prijateljili smo do konca andragoškega kolokvija in že sedaj imamo občutek, da smo bili zelo produktivni in učinkoviti. Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujem za prispevke, za razmišljanje, za ideje. Upam, da je tudi vaše pričakovanje doseglo ta kolokvij, da ste tudi vi bolje ozavestili pomen ključnih kompetenc za kakovostno življenje.